Hvaležno pozdravljeni znova nazaj. Veste, kako smo lahko hvaležni? V Sloveniji imamo tako krasne ljudi, tako krasne posameznike, ki živijo svojo misijo, svoje življenjsko poslanstvo, vidijo, kaj je tisto, kaj morajo početi v življenju, zato da ne bi zanemarili samega sebe, in mnogi pridejo tudi do tega, da lahko potem pomagajo drugim. In ena taka krasna življenjska zgodba, ki jo boste tudi danes slišali, je zgodba Uroša Brumena, ki je danes v naši družbi. Živijo, živijo. Živijo. Tvoja zgodba je taka zelo fascinantna. Tvoje življenje bi se lahko... V kakšnem smislu misliš? V takem Ker je več smislu pogledov. Je več pogledov, Tako ja. je. To je res, to je res. Ampak se pravzaprav v življenju vsakega je veliko takih in drugačnih poti, ne? Lahko bi rekel zaradi tega, ker pač ne vem, ne moreš tekati, kakor mogoče tvoji sovrstniki, da boš pa zdaj depresiven, pa da te bo to tako prizadelo v tem smislu, da boš rekel, to življenje je kar brez veze, ampak si našel tisto ta pravo iskro. To, kar ti vidiš, recimo, je samo moja fizična podoba. Dejansko je s tem, kar sem, in to, kar mi daje kozmos, to, kar mi daje energija, s tem nekako pomagam ljudem, ne? Na tak način, da v bistvu najdejo sebe, da poiščejo v sebi tisti svoj pravi notranji vzgib, s pomočjo katerega lahko rešijo tudi marsikatere življenjske težave. Kdaj si se začel zavedati, da si več kot le fizično telo? Ena zelo zanimiva zgodba je s tem povezana. Zaradi tega, ker jaz že kot otrok, ne, sem imel razne zgodbice, razne situacije glede energiji. V bistvu sem pripovedoval zgodbe. Ljudje okoli mene, moji starši, so mislili na začetku, da pripovedujem zgodbe. Potem se je pa zgodil en moment, ko sem prispeval tudi k temu, da so se družinski prijatelji, ker sem jaz pač povedal določeno zadevo med dvema partnerjama, da so se dobesedno skregali z nami in niso hoteli več komunicirati. Zdaj ta oseba, ta ženska oseba je nekako 3 tedne nazaj prišla do mene v mojo pisarno, bova rekla, in sem jo opravičila za vse, kar je takrat izrekla, ker vse, kar sem jaz kot takrat 12-letni deček povedal, se je nekako udejanjilo. In je v bistvu sama prišla do nekega zaključka, da je bila v bistvu v odnosu, v katerem je pravzaprav senca sebe. Se pravi, že takrat v zgodnjih najstniških letih Tako je. si po pomoti, po naključju prišel do tega, da ljudem znaš povedati stvari, ki se jim bodo zgodile oziroma ki jih morajo sprejeti. Na začetku, bova rekla, tako že sama večkrat v oddaji si rekla, ne, da naključje ni, da je vse naključ. In ko človek enkrat začne spoznavati svojo energijo in pa tisto, kar dejansko je, se pravi, si dovoli v okolici, ne glede na mnenje okolice, izraziti sebe, potem se tudi lahko resniči v tisti pravi pozitivni smeri. Uroš Brumen je Uroš Brumen in Tako. to je tvoje fizično telo. To je moje fizično telo. Tako. Kdo si ti? Kdo sem jaz? Jaz sem v bistvu endosugestivni trener in pa spiritualni medij. Na kratko povedano. Zdaj, sam naziv je več pomenski, ampak to za mene ne igra nobene vloge. Dejansko s tem se predstavljam ljudem, s tem tudi nekako lažje prodrem v določene zadeve. Jaz bom enkrat za vselej zdaj na vaši televiziji oziroma v vaši oddaji izkoristil priložnost in povedal gledalcem pravzaprav, da nisem vedeževalec, da izhajam iz energije vsakega posameznika, kar je za mene ključ do spoznanja, ključ do razreševanja določenih zadev. Kajti določeni ljudje nekako se znajdejo v določenih težavah in ne najdejo tistega pravega vzpona, da bi se dvignili gor ravno zaradi tega, ker iščejo rešitve zunaj sebe, v resnici pa moramo poiskati v sebi. Kajti vsi smo zgolj energija, naše telo je samo fizična podoba, s pomočjo katere smo stvarni, resnični in pa popolni. Zelo dobro se počutim ob tebi.
me veseli. Takole, se pravi, praviš, da nisi vedeževalec, ampak če naši gledalci tale trenutek pokličejo, nekaj klicev bova sprejela, kaj bodo pa vendarle lahko slišali? Kje je tista njihova pot, na kaj naj bodo pri sebi pozorni, zato da bodo lahko šli naprej v svojem življenju. Jaz nekako ne govorim o tem, to se vam bo zgodilo, ampak kaj narediti, kaj mi energije kot kozmos povedo za njih, da je vredno narediti, zato da bojo v življenju šli lažje naprej in da bodo lažje nekako tisto svojo ponotranjeno željo, ki jo imajo znotraj sebe, še bolj polno doživeli. Krasno. Tako, telefonska številka se je izpisala spodaj in sprejeli bomo torej nekaj klicev, torej omejeno število in torej ponavljamo, to ni vedeževanje, to je nasvet, kako boste vi sami našli odgovor v sebi in sami sebi pomagali. Recimo, če sva že zdaj pri tem, bi izkoristil priložnost in povabil vse tvoje gledalce, kot tudi tebe in pa celotno ekipo, na moje, v bistvu, mistični večer sem to lepo imenoval. To pa bo se dogajalo v Ljubljani, v hotelu Nox. In sicer 30. januarja ob 18. zvečer. Vse najdejo na moji spletni strani www.urosbruben.si. Tam so tudi vse informacije. In tam nekako na tem mističnem večeru skupaj z angelskimi blagoslovi obilja, ki jih bo tudi vsakdo z moje strani prejel, bodo nekako svojo zgodbo življenja lažje ali pa še bolj kvalitetno, bova rekla, da se ne bova toliko ponavljala, peljali naprej. Super. Jana pa je z nami na telefonski liniji. Pozdravljena. Ja, dober dan. Lep pozdrav, Jana. Halo, veste kaj? Mi samo povejte, moram izklopiti televizijo? Prosim, ja, če lahko. Tako, torej, če izklopite televizijo, kar izvolite. Pozdravljam vašega gosta. Lep pozdrav nazaj, oziroma vse dobro. Zanima me, kaj bi mi on povedal o mojem življenjskem poslanstvu, ker me zanima toliko stvari bi rada še delala, se jih naučila, pomagala ljudem. Zanima me, kako me on vidi. Zdaj, kar se same Jane tiče, se tudi vi, ko ste v studiu, lahko začutite marsikatero energijo, ki je privrela takole preko telefonske slušalke. Jana, v svojem življenju se malo preveč učite. Dajte zaupati sama sebi, ker tisto svoje pravo poslanstvo nosite znotraj sebe in pa znotraj svoje energije. Mogoče bi predtem, predno začnete pomagati ljudem, si dovolila razčistiti svoje čustveno stanje, ki ni ravno najlažje in potem boste lažje šla naprej. Ja. Prav? Ja, prav ste povedal. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, srečno. Moram reči, da sem se precej poistovetila s tole gospo, ker priznam, da sem tudi sama zelo dolgo časa bežala pred sabo in se zatekala k knjigam oziroma se tukaj učila in vse ostalo, zato da se nisem rabila sama sabo ukvarjati. Recimo, če lahko izkoristiva priložnost, pa če mi ti dovoliš, da določene stvari, za katere je dobro, da jih gledalci vejo o tebi kot voditeljici, tudi povem. V bistvu, kakšna energija sedi tukaj nasproti mene. Zanimivo je, da ti hodiš zelo dosti po Indiji, oziroma sem zasledil, da si bila v Indiji. Res je. In tebe dobesedno vleče tja. Dobesedno iščeš neke odgovore na določena vprašanja, ki niso fizična. To pa počneš zaradi tega, ker si bila enih 7 svojih življenj nazaj zdravilka v Peruju. In tam se kot oseba nisi mogla izraziti, zato na tak način pomagaš tudi drugim. Krasno. Hvala lepa. Prosim. Takole z nami na telefonski liniji pa gospa Cvetka. Dober večer želim. Dober večer. Dober večer, Cvetka. Ja, poklicala sem to, da jo rada gledam in me zdaj tale vaš simpatičen gost pritegnil. Trenutno sem v nekem težkem položaju, v neki prelomnici življenja, pa bi htela vedeti, če mi lahko pove, kaj
tem mojem življenju. Kolikor sem razumel, je gospa na prelomnici svojega življenja in pravzaprav išče odgovore, na kak način se naj sama poistoveti s sabo. Draga moja Cvetka, če sem prav razumel, lansko leto okoli pomladi ste imeli določene možnosti za to, da stopite korak naprej. Nekako zaradi svojega strahu, ki izvira iz vaše preteklosti, teh korakov niste uspela narediti. Ampak jaz bi prosil, glede na to, da na vašo energijo prihaja vaš čas, tam okrog marca letošnje leto, dajte izkoristiti določene pogovore, določene razgovore za žensko osebo, ki vam bo po eni strani pomagala razčistiti vašo notranjo samopodobo, po drugi strani boste pa dobila nek nov vzgib za zaslužek oziroma za to, da se boste lahko preživljala. Prav? Hvala. Hvala lepa tudi vam. Pozdravljeni. Vse dobro. Dobro. Pozdravljeni. Jaz vam predlagam vsem tistim, ki boste danes dobili odgovore in še kakšne bomo ponudili, da mogoče pogledate pol še ponovitev, ker te stvari, ki jih poveš, se mi zdi, da kar rabiš nekaj časa, da jih dojameš. In zelo zanimivo, Uroš, lahko ti namreč povem, da še preden si povedal meni, tisto, kar si mi povedal, je ena izmed mojih naslednjih destinacij za potovanje ravno Peru. Tako da zelo zanimivo. Tam bodi pozorna, ker tam boš šla po poti, kjer so ruševine grajske in tam boš našla svoj odgovor. Zakaj imaš recimo težave z rodili? Kaj se ti je takrat dogajalo? Zakaj v bistvu ne sprejmeš partnerstva v svoje življenje, tako kot bi si ga želela? Ne bom več govoril, da te ne slečem pred celo Slovenijo. Saj sem vsak dan slečala. Gospa Darja je z nami v naši družbi. Dober dan. Dober dan. Dober dan, Darja, povejte. Ja, lepo vas pozdravljam. Se vam zahvaljujem za tako lepo oddajo, ker še kaj takega ni bilo. Pa bi vprašala imela sem... Zakaj bi vprašala? Kako, gospa? Lahko ponovite, prosim? Bila sem oprižena, imela sem raka, pa sem zdaj brez službe. Toliko, nisem niti za penzijo, niti za... Niti službe ne dobim, pa bi vprašala, kaj se vidi v mojem nadaljnjem življenju. Na katerem področju? Za službo. Ker gospa ima odprta 4 različna področja in na vse 4 različna področja je razprošena. Zato na nobenem področju energijsko gledano ne more imeti uspeha, ker vse povsod gleda, kaj bodo rekli drugi, na kak način bodo drugi odreagirali, kaj naj naredim za to, da bo drugim prav. Ampak, draga moja gospa, to obdobje je za vaše življenje mimo in prosil bi, da v tem letu začnete bistveno bolj verjeti sebi in tako boste uspela določene stvari v svojem življenju pravzaprav speljati v tisti pozitivni smeri, kot si sami najbolj želite. Kar se pa tiče pridobivanja denarnih sredstev, jih pa zanimivo sami s svojim strahom, ker se bojite denar sprejeti, tudi blokirate. In to bi bilo dobro, da se enkrat srečamo na tak ali drugačen način, da vam jaz pokažem, na kak način se to da narediti, da ne blokiramo več finančnih sredstev in podobnih stvari. Prav? Hvala. Hvala tudi vam, srečno. Takole, v sklopu najnega klepeta z Urošem bomo sprejeli samo še en klic, sicer pa bova mogoče malce povedala o tem. Uroš, zelo si povezan ravno z angeli. Tako je. Angeli so pravzaprav tista energija, s pomočjo katere se jaz lahko kot medij poistovetim, s pomočjo katere dobim določene slike o posamezniku, kaj se mu je dejansko v preteklosti dogajalo, zato da na sami terapiji še lažje mu pomagam najti tisto pravo pot, po kateri pa logično, tako kot so marsikateri tvoji gostje že rekli, da jim lahko pomagamo
po poti pa morajo pravzaprav sami iti in si sami dovoliti v svojem življenju zadihati s tistimi polnimi pljuči, je pa zelo pomemben trenutek tako rojstva kot odnosa z starši, ker odnos z starši nam lahko marsikaj zablokira ali pa odpre. Wow, zanimivo. Takole, vsak trenutek torej bomo sprejeli še tale zadnji telefonski klic, tako da upam, da se čim prej tole zgodi. Uroš, zate pa vprašanje, glede na to, da imamo kar precej gledalcev, za katere smo tako zelo hvaležni, da spremljajo in sprejemajo take stvari, ne? Kakšen nasvet bi lahko dal vsem Slovencem, ki so tale trenutek v naši družbi, ne samo Slovencem, kaj ti spremljajo nas tudi tisti iz tujine? To sem slišal. Kakšen nasvet bi dal oziroma kakšen nasvet imajo energije v tem trenutku za njih, bova rajši takole rekla. Zdaj, glede na to, da je letošnje leto v energiji žareče krogle, je letošnje leto vsaka energija, vsakega posameznika, ne glede na to, v katerem datumu je rojen, ne glede na to, ob kateri uri je rojen, vsak človek na zemlji v letošnjem letu živi svojo energijo. In zato je še toliko bolj pomembno, da v letošnjem letu si dovolimo izraziti sebe, si dovolimo izraziti svojo kvaliteto in pa da si zarišemo določene poti, ki so nam bile v preteklosti nekako že dane, pa jih nismo upali sprejeti. Se veš, kako to izgleda, ko ego vpliva na naše misli. V glavnem, da bi bile bolj odprti za določene stvari in da bi si dovolili v svojem življenju tudi kdaj kakšni zadevi ali pa kakšnemu človeku, če vejo, da ni prava stvar za njih, reči ne. Odlično. Branko je z nami na liniji, še tale zadnji klic bomo sprejeli, potem pa se za danes poslovimo. Dober dan. Ja, dober dan, lep pozdrav vsem v studiu in vašemu gostu. Lep pozdrav, Branko. Ja, lep pozdrav. Mene samo zanima eno vprašanje in sicer imam včasih občutek, da sem nekako zastal na moji poti. Me samo zanima, ali grem v pravo smer ali sem pa mogoče kje skrenil. Samo to, hvala. Branko, to smer, v katero hodite, se vam je določena energija odprla že lani v novembru mesecu. Zato lepo prosim, nikakor ne dvomite v svojo pot, ker bo vam uspelo nekje tam okrog poletja. Imate tukaj določene poti, še posebej, če so povezani s financami, tudi rešene. Ampak zaupajte sebi. Ok, hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Srečno. Odlično. Takole, evo še zadnji trenutki najinega skupnega druženja. Ponavadi jih seveda zaključim jaz z mojimi besedami, tokrat pa jih prepuščam tebi. Si me presenetila. Ja, seveda. V tem smislu, da ti zaključiš s tistimi besedami, ki jih tale trenutek energije podajo, zato da so slišane. Vsak je neponovljiva zgodba trenutka, zato je v naših življenjih pomembno, da živimo vsak trenutek zase kot eno edinstveno zgodbo, ki se niza v naše življenje. Lepo, lepo. Lahko še kakšno, imamo še nekaj trenutkov. Lahko? Ja, lahko. Zdaj si me presenetila. V glavnem, vsak je popoln v svoji nepopolnosti, to je en tisti renome mojega življenja, ki ga vsi že poznajo. In pa v bistvu takrat, ko si dovoliš hoditi ali pa peljati v mojem primeru po poti svojega življenja, takrat nikar ne dvomite v tisto, kar že vnaprej veste, da lahko verjamete. Super. Najlepša hvala. Hvala tudi tebi za povabilo in našim gledalcem. Seveda. Hvala tudi za tole. Srečno. Res mi je všeč.